Občine, združene v pobudo za prenos dobre prakse, so do januarja 2022 načrtovale svoje aktivnosti, kako bojo dobro prakso iz Idrije prenesle v svoje lokalno okolje. Zdaj, septembra 2022, se že kažejo prvi rezultati teh aktivnosti in zelo nas veseli, da so občine to dobro zagrabile in nekatere celo presegle vsa svoja pričakovanja. Če je dnevna soba prostor, v kateri se dnevno sreča družina, smo mi želeli, da Radenska dnevna soba postane odprta tudi za občane občine Radenci skozi ves dan. In uspelo nam je z veliko podporo župana in občinskega sveta, da smo zaposlili tehničnega manipulanta in s tem smo odprli Radensko dnevno sobo v času od 7. ure zjutraj do 21. ure zvečer. S tem smo lahko dodali nove vsebine, bistveno manj organizirane vsebine, združenje organiziranih spomin, ampak tako, da se ljudje lahko nenapovedano srečajo, vidijo in družijo pri nas v dnevni sobi. Danes, ko smo imeli tudi na obisku v okviru tega projekta, smo imeli še en tak zelo konkreten sestanek tudi na občini z županom in direktorjem in ostalimi sodelavkami na prostoru in smo tudi prišli do enih konkretnih idejnih rešitev za stavbo starega vrtca, ki jo imamo res ugledano, bom rekla, za take družbene dejavnosti, za en tak kulturni ali pa družbeni ali pa večgeneracijski center. In smo kar nekako sklenili, da so ideje vse dobre, da so zelo različne, tisto, kar smo zdaj nekako zbrali skupaj idejne rešitve in da bomo zdaj v prvi fazi to stestirali. Tako da jaz upam, da se bo tudi lokalna skupnost aktivirala in da bomo to uspešno preizkusili te prostore in da se bo po enem letu izkazalo, da rabimo ta družbeni center in da ga bomo obdržali dolgoročno, to se pravi tudi za naprej.